Današnji dan je pravzaprav vesel dan. Moram povedati, da smo na Ministrstvu za obrambo po kar nekaj mesečnih pogajanjih, torej pogajanja so tekla vse od začetka našega mandata, včeraj uspeli podpisati pogodbo z pogodbenim partnerjem Rotisom, torej pogodbenikom, ki je leta 2006 podpisal pogodbo za dobavo 135 8-kolesnikov. Po kar precejšnjem času, jaz sem ob nastopu mandata računal, da bo moč to pogodbo v neki smeri reprogramirati oziroma jo določiti tako, da bi eventualno dobili še kakšno vozilo. Se je tekom pogajanj izkazalo, da te reprogramacije ni mogoče doseči, zato so ta pogajanja tekla nekaj dlje. Z včerajšnjim dnem pa smo pogodbo zaključili, torej podpisali smo sporazumno razvezo te pogodbe. Vsi pogodbeniki so prosti vseh obvez, razen tistih, ki so seveda nastali po osnovni pogodbi. Vso vzdrževanje in nadaljnjo zagotavljanje rezervnih delov v obdobju življenjske dobe teh 8-kolesnikov prevzema neposredno finsko podjetje Patria. Ves sporazum oziroma ta dogovor, ki smo ga dosegli, je bil vseskozi usklajevan z Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije, sodelovala je tudi vladna služba za zakonodajo. Na zadnji seji vlade sem sporazum predstavil tudi vladi. Vlada je na ta sporazum dala soglasje in z včerajšnjim dnem je bil ta sporazum podpisan. Torej, Republika Slovenija z naslova te pogodbe ne bo več dobavljala vozil. Zaključena je dobava v okviru 30 vozil do leta 2011, namreč takrat so se zadnje dobave izvajale, v letošnjem letu ni bilo nobene od dobav. V sporazum je vključena protikorupcijska klavzula tako za sam sporazum, torej sam sporazum vsebuje protikorupcijsko klavzulo, del sporazuma pa seveda se nanaša tudi na osnovno pogodbo in v sporazumu je eksplicitno določeno, da protikorupcijska klavzula osnovne pogodbe velja tudi do vseh dokončanj sodnih postopkov. Kaj drugega jaz v tej izjavi ne bi povedal, mislim, da je to dovolj jasno sporočilo vam in pa seveda slovenski javnosti, sem pa na razpolago še za eventualna vprašanja. Hvala lepa. Kar se tiče streliva, smo v večjih javnih obvestilih pojasnjevali, kaj je s tem strelivom. Del z tega streliva bomo poskušali zamenjati, torej del streliva, ki ga pač ne bomo mogli uporabiti, bomo poskušali z dobavitelji zamenjati. Del streliva pa je uporabno ne na tistih minometih oziroma v orožju, ki je bilo predvideno za Patrio, ampak v naših obstoječih orožjih. Tukaj gre v bistvu ne za predelavo, ampak za neko spremembo polnitve, kar izvajamo sami v naših prostorih, v naših skladiščih in ta zadeva bo v naslednjih letih uporabljena. Stroški predelave mi vojska zagotavlja, da stroškov ni, to seveda ne drži, vsaka stvar ima neke stroške, ampak te stroški bodo minimalni, ker te predelave oziroma dodelave izvajamo z lastnim osebjem, se pravi z našimi usposobljenimi kadri, tako da te stroški so praktično izjemno nizki. Ne, pogledajte, mi smo ravno zdaj v tem času tudi v procesu redefiniranja ciljev sil, torej naši strokovnjaki in strokovnjaki NATO smo ravno kar v pogovorih oziroma v določitvi tistih ciljev sil, ki jih bo Slovenija do leta 2020 mogla izpolniti. Jaz po nekih informacijah, toliko kot sem do zdaj sodeloval, lahko rečem, da bodo te cilji mogoče celo nekaj nižji, kot so bili do zdaj. To je po neki strani tudi razumljivo, glede na to, da so v finančnih težavah ne samo mi, ampak pravzaprav praktično vsi v tej zvezi. Mi zaenkrat ne moramo govoriti o nekakšni dekonzervaciji tankov ali čemu podobnemu, ampak računamo, da bi nekje do konca letošnjega leta, tam oktobra, novembra, ponovno dobili nabor teh cilj, ki jih moramo zagotoviti za našo resolucijo o dolgoročnem opremljanju Slovenske vojske do leta 2020, pa so te cilji nekako opredeljeni za naslednjih 8 let in imamo seveda še čas, da tudi to srednjo bataljonsko bojno skupino do tistega leta vzpostavimo. Program pravzaprav ni bil možen iz dveh, bom rekel, povsem nasprotujočih si stališč. Prejšnja vlada je nekako zavezala Ministrstvo za obrambo, da poskuša reprogramirati pogodbo v duhu drugačne oborožitve na teh Patrijah. Patria oziroma pogodbeni Patris Rotis v to ni bil pripravljen oziroma je to ponujal za mene nesprejemljivo ceno, torej želeli so spremembo pogodbenih cen, kar je bilo za mene nesprejemljivo. Po drugi strani pa treba vendarle povedati tudi to,
da je na podlagi sklepov prejšnje vlade celo nek grace period je bil v bistvu uveden v to pogodbeno razmerje, proizvodnja v Gorenju oziroma v pogodbeni proizvodnji obstala. Torej ni bilo moč doseči kakršnega koli reprograma v duhu spremembe teh dogovorjenih opreme oziroma dogovorjenih vozil, po drugi strani pa seveda, kot sem povedal, niso želeli za ta isto ceno take spremembe izvajati. Skupni stroški so samo tisti, ki se vežejo na dobavljena vozila, torej skupni stroški oziroma plačanih 30 vozil je vrednih 74 milijonov in še nekaj čez, 74,5 milijona evrov. Cilji sil še zmeraj niso dokončno definirani, to je tisto, kar sem povedal, da smo ravno zdaj naši strokovnjaki in pa seveda tudi NATO-vi strokovnjaki v dogovorih, kakšni bodo cilji sil definirani za nas kot Slovenijo, kot zaveznico. S čime bomo spostavili, bomo pa videli verjetno konec letošnjega leta, ko bomo dejansko lahko potrdili, da so te cilji še vedno taki, kot so do zdaj. Koliko bo Slovenska vojska nazadovala s tem? Ta vozila 8x8 bodo v uporabi v Slovenski vojski, torej na nek način je to osnova, ta vozila so osnova tudi za eventuelno, kolikor bo ta cilj ostal, tudi za eventuelno vzpostavitev te srednje bataljonske skupine in bodo v tej fazi služile za lahko bataljonsko skupino. Namreč 2 četi, ki sta pravzaprav osnova za vzpostavitev srednje bataljonske skupine, bosta te vozila uporabljala. Ja, poglejte, to pa jaz ne vem, prvič ne vem, kakšne sodbe bo prišlo, drugič ne vem, kako se bo v tem primeru ta protikorupcijska klavzula podpisana leta 2006 obravnavala. Tega odgovora vam danes ne morem dati. Pa mislim, da vam ga tudi nihče ne more dati v tem trenutku. Pogodba s Patrijo oziroma z Rotisom je z včerajšnjim dnem zaključena.